Spoštovani gospod parlamentarni državni sekretar, gospod Kampeter, spoštovana gospa veleposlanica Republike Nemčije v Sloveniji, spoštovana predsednica Nove Slovenije, gospa Novakova, spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Bogovič, poslanke in poslanci, drage krščanske demokratke in krščanski demokrati, dragi panelisti, spoštovana sedma sila, gospe in gospodje. Marca smo se dogovorili, da bomo praznovali 25 let slovenskih krščanskih demokratov dvakrat. Najprej ob dejstvu oziroma ob ustanovitvi slovenskega krščansko-socialnega gibanja, drugič pa ob preimenovanju tega gibanja v slovenske krščanske demokrate. Jaz sem vesel, da vidim tukaj še toliko prvopristopnikov, če tako rečem, ljudi, ki so takrat v nelahkih okoliščinah zastavili svoje ime za spremembe, ki so se takrat izkazale za možne, vendar jih ne bi dosegli, če ne bi pokazali politične volje in smisla za skupno dobro. Skupno dobro je koncept, ki vodi tudi glavno linijo tega simpozija, skupno dobro v Sloveniji, skupno dobro v Evropi in vesel sem, da se bomo v eminentni družbi gospoda državnega sekretarja Petra Kampetra danes pogovarjali o tem, kaj se je zgodilo v 25 letih, ob tem pa nas bo seveda bolj zanimalo, kako naprej v kvaliteto, ki nam bo omogočala dosegati skupne cilje. Dovolite, spoštovani zbrani, malce zgodovinskega uvoda. 10. marca 1989 je bilo ustanovljeno Slovensko krščansko socialno gibanje. Ustanovitelje je od samega začetka spremljala dilema, ali naj prispevamo k demokratizaciji z gibanjem ali s stranko. Na jesen istega leta je prevladalo prepričanje, da potrebujemo stranko. Tako smo 2. novembra gibanje skoraj soglasno preimenovali v Slovenske krščanske demokrate. Isti dan smo tudi izrazili podporo skupnemu volilnemu nastopu Združene demokratične opozicije Slovenije, dogovorjene pri Ivanu Omanu 27. oktobra 1989, ki se je en mesec kasneje preimenovala oziroma se ustanovila kot Demos, Demokratična opozicija Slovenije. Kako pomembna je bila ustanovitev SKD, so marca pokazale prve demokratične volitve po drugi svetovni vojni, ko je SKD zmagala znotraj Demosa in po predhodnem dogovoru kot zmagovalka volitev prevzela odgovornost vodenja vlade. SKD je prispevala Demosu največ glasov za projekt demokratizacije in osamosvojitve. Reformna prizadevanja Demosa je bogatila z evropskim razumevanjem osebe, države, pravne države in načel socialno-tržnega gospodarstva. Pred 25 leti je bila SKD ključni nosilec razumevanja politike kot dela za skupno dobro. Zdaj bi pa rad povedal nekaj besed o Sloveniji po padcu Demosove vlade. Z ozirom na temo tega simpozija in za boljše razumevanje vzrokov naše nedokončane tranzicije je potrebno pogledati, kaj je pomenilo podiranje Demosove vlade oziroma politična izločitev SKD-ja po samorazpustu Demosa. Mislim, da je ta del še premalo osvetljen. Levi del Demosa, tudi z delom SLS-a, se je odločil za kolaboracijo s strankami komunističnega porekla in z njimi poskrbel za drugačen zakon o lastninjenju, kot ga je predlagala Demosova vlada. Ta novi zakon in drugačen zakon je bil sprejet 2 tedna pred državnozborskimi volitvami leta 1992. To je imelo dolgoročne in pomembne posledice. Politično gledano je to sicer okrepilo volilni rezultat SKD, hkrati pa omajalo zaupanje v slovensko pomlad in omogočilo 12-letno vladavino LDS-a
oziroma prevlado strank stare politične linije. S tem sta bili ogrožena smer in dinamika demokratičnega reformiranja. Slovenija je na poti v Evropsko zvezo formalno sprejela evropska pravila, v bistvu pa se je zgodila kontinuiteta, deloma pa restauracija starega modela odločanja in funkcioniranja. Tako so se ključne odločitve v slovenskem gospodarstvu še naprej dogajale v duhu dogovorne ekonomije. Ne vem, kako bo spoštovana prevajalka to prevedla v angleščino, ampak mislim, da se bo razumelo. Pomladne stranke pa v pisanih koalicijah v manjšinski vlogi niso mogle vplivati na smer glavnega toka sprememb. V Sloveniji šel razvoj po padcu Demosove vlade vse manj v smeri skupnega dobrega. Prišlo je do inverzije, tako da je država služila elitam, ne one njej. Ena od najboljših ilustracij za to je ravnanje z državnim premoženjem, ki je z bankami na čelu eden od ključnih virov naše krize. Privatizacija se v Sloveniji ni zgodila kot nujni del tranzicije v imenu skupnega dobrega, ampak predvsem v interesu starih političnih in upravljavskih elit, da ohranijo in utrdijo svojo moč. Prehod levega dela Demosa na staro stran vidimo danes v luči privatizacije in visokega dviga plač v javnem sektorju v prvi Drnovškovi vladi bolj jasno kot takrat. Od takrat se obravnava javni sektor kot volilni talon. V finalu privatizacije je prišlo z vidika gospodarske in politične morale do najbolj vprašljive epizode, ko so banke masovno financirale menedžerske prevzeme podjetij, se pravi prestrukturiranje moči, račun za neuspeh pa preložile na pleča davkoplačevalcev. Ob nizki kvaliteti korporativnega upravljanja je odpovedala tudi nadzorna vloga države, ki je izgubila zaupanje ljudi. Ljudje ne verjamejo, da tisti zgoraj delajo za skupno dobro. Po vstopu Slovenije v Evropsko zvezo je reformna volja upadla. Dobo zdrave gospodarske rasti, ki jo je v prvih letih samostojnosti zagotovilo gradbeništvo in mala ter srednja podjetja, je v času poceni denarja postopoma nadomestila doba na kreditih utemeljene rasti. Zgledalo je, da rastemo, smo se pa že vozili z balonom. Potem je svetovna finančna kriza razgalila naše lastne vzroke za krizo. Od takrat naprej nam nekako ne gre. V zadnjih 3 letih vidimo na delu že 4. vlado, 3 leta in 4 vlade. Pahorjeva vlada ni mogla izvesti reform. Druga Janševa vlada je bila pri tem ustavljena. Prva runda mislim, da ni bila izkoriščena za vse tisto, kar bi bilo treba storiti v času rasti. Vlada Bratuškove jih ni hotela izpeljati, v sedanji Cerarjevi vladi pa so zelo močni tisti, ki bi radi reforme ponovno odmaknili, predvsem pa govorijo o reformah, ki ne bodo bolele. Več let ponavljajočih se priporočil Evropske komisije Slovenija ne jemlje resno. Preprosto niso v ospredju naših političnih razprav, morali bi biti pa obvezni del programa vsake politične stranke, ki misli resno. Slovenije ne morejo reformirati tisti, ki vztrajajo na starih privilegijih in pravicah. Škoda, da niso brali knjige bivšega nemškega predsednika Helmuta Schmidta Die Frage der öffentlichen Moral. V njej predlaga bivši nemški predsednik ob listini pravic tudi listino dolžnosti. Pri nas odločilni potentati, kljub radikalno spremenjeni situaciji, ne bi nič dali, ne bi nič popustili. In ker nihče ne bi nič dal, izgubljamo oziroma bomo izgubili vsi. Ni volje po skupnem dobru, pomembno je, v narekovajih, naše dobro. Od Lieblingskinde, katerega politika je bila v prvih letih samostojnosti vzor drugim državam v tranziciji, smo prešli med problematične države članice. Pomoči Evropski zvezi smo se izognili s pomočjo izredno drage zadolžitve, sedaj smo pred novo izdajo državnih obveznic. Imamo najvišji delež državne lastnine, izredno nizek delež neposrednih tujih investicij, zamudili smo ugoden trenutek za prodajo državnih podjetij, ki jih moramo prodajati sedaj po nižji ceni. Na lestvici konkurenčnosti padamo, na lestvici korupcije smo med prvimi.
Ker nismo reagirali v pravem času, smo vse bolj izčrpani in ranljivi. Ob tem pa gledamo stabilno Poljsko, nezadolženo Estonijo, gospodarsko uspešno Latvijo, napredujočo Slovaško in še koga v tej družbi. Seveda je pred nami vprašanje, kako naprej. Videli smo, kako ne gre in videli, kje in zakaj ne gre. Bolje gre v tistih državah, ki so se že zgodaj odločile za strukturne reforme. Pot vodi naprej preko podreditve politike konceptu skupnega dobrega. Samo tako se lahko ponovno pridobi zaupanje ljudi. Nacionalni interes, ki ignorira skupno dobro, ne more biti nacionalni interes. Za definiranje skupnih ciljev in skupnih projektov je potrebna politična volja, pa tudi politična kultura. Za politično normalizacijo in stabilizacijo je potrebna močna demokrščanska stranka, za trajnostno smer razvoja pa močna proevropska in reformno usmerjena koalicija. Zdaj se pa premaknimo malo k Evropi. Evropska zveza je v zadnjih letih doživela prvo resnično globoko krizo. Nanjo ni bila pripravljena. Za krizo je več razlogov, ključno pa je po mojem mnenju nespoštovanje skupnih načel in pravil igre. Če bi se držali tega, kar piše v pogodbah, če bi se držali osnovnih idej očetov Evrope, te krize ne bi bilo. Ta kriza je izraz pomanjkanja volje za skupno dobro. Zunanji vpliv vidim z manjšim poudarkom kot naše lastne vzroke za krizo. Glavni problem torej ni obstoječa pogodba, pač pa pomanjkanje politične volje in različno razumevanje načel pravne države in socialno-tržne ekonomije. Že dolgo nismo tako močno potrebovali več Evrope kot sedaj, v političnem, gospodarskem in v varnostnem smislu. Evropska zveza se je razširila, Evropa pa se še ni združila. Pristop držav jugovzhodne Evrope bi morali gledati kot del iste zgodovinske širitve. Zahodni Balkan se je umiril s pomočjo sile, ne more pa na silo v Evropsko zvezo. Zavedati se moramo, da viri konfliktnega razvoja v regiji niso povsem odpravljeni. Čim manj bo naredila v regiji Evropska zveza, tem več bodo naredili drugi, ne nujno v podporo evropski integraciji tega dela Evrope. In to ne velja samo za Bosno in Hercegovino. Evropska zveza in države v regiji bi morali biti zainteresirane za dinamičen, kontinuiran reformni oziroma pristopni proces, pa tudi za evropeizacijo medsebojnih odnosov. Marsikaj bi bilo treba podrediti interesu skupnega dobrega. Praznujemo 25-letnico padca Berlinskega zidu. V Ukrajini, vzhodno od Urala, se pravi v Evropi, pa smo priča vojni, ki je izbruhnila potem, ko so Ukrajinci na Majdanu zahtevali evropsko perspektivo za svojo državo. Vojno bijeta dva evropska, dva krščanska in dva sosedska naroda. Z Rusi smo se do nedavnega pogajali o strateškem partnerstvu, se dogovarjali o modernizaciji, sedaj pa se gledamo skozi sankcije. Nastal je nov zid. Evropska zveza pa je prišla do meje uporabe mehke moči. Ob vsej negotovosti smo priča tudi pozitivnim dejstvom, še zlasti, če se spomnimo katastrofičnih napovedi o propadu evra in razpadu same zveze. Irska, Portugalska, Španija so izšle iz krize. Popravljati se je začela Grčija, napreduje tudi Ciper. Postavljamo bančno unijo. To ni bilo lahko podjetje, o tem bo naslednji govornik povedal verjetno več, vendar je po mojem mnenju na pravi poti in bančna unija ne bo imela samo gospodarskih, ampak tudi politične oziroma integracijske posledice. Moram komentirati tudi gospoda Camerona. Jaz mislim, da je zanimiva izkušnja s Škotsko mogoče postavila njemu vprašanje članstva oziroma referenduma o članstvu Velike Britanije
v drugačen odnos kot do referenduma na Škotskem. Pred nami je nov mandat z novo strukturo Evropskega parlamenta, v kateri imajo evroskeptiki več, vendar ne večinskega glasu. Imamo novo komisijo, novega predsednika Evropskega sveta in imamo tudi nove izzive. Valéry Giscard d'Estaing, bivši predsednik Francije s podporo Helmuta Schmidta, bivšega predsednika Nemčije, predlaga kvalitativni skok Evropske zveze, ki bi ga za začetek izvedlo 12 članic Evropske zveze. Od novih držav članic bi bila med njimi zaenkrat samo Poljska. Oba predsednika sta prepričana, da Evropska zveza v bližnji prihodnosti brez kvalitativnega skoka v smeri unifikacije politik ne bo igrala v svetu nobene pomembne vloge več, kaj šele njene posamezne članice. Oba za evropski razvoj zelo pomembna moža predlagata federacijo, v kateri bi veliko več področji pokrivala skupnostna metoda, vključno z davki. Tako, po mojem mnenju, ne bi dobili samo Evropske zveze dveh hitrosti, ampak Evropsko zvezo dveh kvalitet. Želel bi si, počasi zaključujem, da nadaljni razvoj evropske integracije ne bi bil samo funkcija katastrof in zunanjih groženj, ampak posledica skupne zavesti in skupne vizije usmerjene v spremembe. Ključno vprašanje ni razlika med evropskim severom in jugom, med vzhodom ali med vzhodom in zahodom. Bistveno je, ali se bomo zedinili o tem, kateri so naši ključni izzivi in kateri oziroma kakšni bodo naši odgovori nanje. Naj končam z besedo o identiteti, ki ostaja ključna tema ne samo v Sloveniji, ampak po mojih izkušnjah v celi Evropski zvezi, ne glede na to, ali je država velika ali majhna. Evropska zveza bo ostala entiteta različnih identitet, kultura različnih kultur. Prihodnost Evropske zveze bi se morala hraniti iz vseh njenih identitet. Stimulirati bi jih morali, da prispevajo k skupnemu dobremu svoje najboljše. Čas prekrščevanja in ideološkega prevzgajanja je mimo. Spoštovanje individualnega in kolektivnega dostojanstva pomeni spoštovanje identitet. Ne moremo doseči več Evrope z manj identitete. Za sklep, Evropska zveza in Slovenija v njej danes še posebej potrebujeta preskok v politični kulturi. V tem vidim poseben izziv za krščanske demokrate. Pred 25 leti smo na vsem območju vzhodno od takratne železne zavese vedeli, kaj je treba storiti. Praviloma so v teh državah zmagovali na začetku demokratizacije krščanski demokrati, od Poljske do Slovenije, Estonije in tako naprej. Danes je treba ponovno premisliti temeljno idejo očetov Evropske zveze, to je delati stvari skupaj. Dogovoriti se bo treba, kaj in kako bomo delali skupaj za skupno dobro. Če hoče Evropska zveza igrati pomembno vlogo v svetu, moramo uresničiti več Evrope v Evropi. Slovenija pa bo imela v njej toliko glasu, kolikor bo evropska. Ker smo doživeli že boljše čase, vemo, da je mogoč nov slovenski uspeh. Vemo pa tudi, da bo to potrajalo dlje in da bo cena višja. Do tja nas lahko, dragi slovenski krščanski demokrati, pelje samo odgovorna politika. Hvala lepa za vašo pozornost.